Lep pozdrav v novi epizodi Filmarije, podcasta Društva slovenskih režiserjev. Jaz sem Matevž in danes sem tukaj, da izprašujem našega gosta. In danes bo tekla beseda o bazi slovenskih filmov. In veseli me, da imamo danes v gosteh Leva Predana Kovarskega, direktorja fotografije in idejnega, operativnega vodjo baze. Sem prav povedal, Lev? Živijo, Matevž. Ja, enega od dveh v bistvu, ampak ja. Super. Koliko časa baza slovenskih filmov že obstaja? Uradno obstaja od 22. januarja lansko leto, torej malo več kot eno leto. Neuradno smo jo dali v novembra 2019, se reče še malo več kot eno leto. V bistvu začel sem jo pa delati konc leta 2014, tako da zdaj teče v bistvu 7. leto, kar ta projekt živi. Super. Vse najboljše za prvo operativno leto. Drugače pa, predn greva se malo bolj potopiva v samo bazo slovenskih filmov. Me pa zanima, v lanskem letu se je veliko zgodilo. Veliko se je zgodilo, kar se tiče samih portalov ali pa ponudnikov video na zahtevo, tako Netflixa, Amazona, vseh teh tujih. In me zanima, kako ti gledaš na to kot ustvarjalec ali pa kot gledalec filmov. Verjetno jih redno gledaš tudi na teh portalih. Ja, meni se zdi, da se v bistvu lansko leto v smislu Netflixa, pa Amazona, pa HBO-ja recimo ni toliko veliko zgodilo, ker so vsi že obstajali prej in so bili veliki in prepoznani že prej. Predvsem imam občutek, da se je zgodilo na vseh drugih ali pa pri vseh drugih ponudnikih ali pa drugih nekih distributerjih ali pa prikazovalcih filmov, ki so bili prisiljeni v to, da grejo v sled tem velikim, že obstoječim, že prepoznanim platformam. Seveda tudi jaz redno uporabljam te platforme. Mislim, da so zelo olajšale dostop do marsikaterega filma, ne? Se poznamo tudi takšne, kot so recimo Mubi, pa neki te festivalske platforme, ki omogočajo ogled raznih filmov, tako da ni samo ta čisti mainstream. In mislim, da načeloma so zelo v redu, ampak seveda pa to ne pomeni, da bi lahko kadarkoli v načinu doživljanja audiovizualnih del zamenjali kinodvorano. Ja, mislim, tako kot si rekel, Netflix, pa Amazon Prime, pa vsi te večji ponudniki so obstajali že prej, ampak ko beremo o različnih poročilih, vseh teh poročilih, katere oni hočejo dati ven, ne v teh, ki bi nas zanimale kot ustvarjalce, piše, da se je v bistvu gledanost njihovih vsebin povečala za 27%. In mislim, da je, kakorkoli obrnemo, je tudi lansko leto na nek način za njih prelomno leto. Kaj pa recimo misliš, ker si že malo omenil v bistvu kinodistribucijo oziroma doživljanje filma v kinu? Marsikateri moj kolega, pa na vse zadnje tudi jaz mislim tako, da na nek način ta kinodistribucija ne bo več potekala na enak način, kot je pred samo epidemijo. Misliš, da je tle kakšna možnost spremembe, kakšna prednost za nas ustvarjalce, ali je samo temna, črna prihodnost Netflixa in podobnih portalov? Mislim, najprej, da rečem, mislim, da seveda je bilo prelomno leto v bistvu za vse spletne ponudnike česarkoli, ne samo za Netflix pa Amazon Prime, ampak Amazon kot spletna trgovina je naredil, podvojil svoje v bistvu dobičke pa velikost pa vse živo, ne. Tako da pač leto je bilo zaradi teh zaprtij, zaradi tega, ker je cel svet praktično obstal v nekem realnem svetu, ne. Seveda se je preselilo marsikaj v virtualni svet in tukaj je bilo prelomno leto za vse, ne. In tudi procesi tega v bistvu digitalizacije ali pa procesi ponujanja storitev na spletu oziroma možnosti sploh koristenja določenih storitev na spletu so se zelo pospešili, ne. Tudi v državah, kot je naša, naprimer, ki je pač prislovično zaostaja za svetom pač praktično vsem, ne. Vedno pač smo v zadnji, ampak smo tudi mi bili prisiljeni, oziroma tudi Slovenija je bila prisiljena vsaj do neke mere se v bistvu virtualizirati. Mnogi ponudniki so morali odpreti svoje spletne trgovine, čeprav jih prej sploh niso imeli in tako naprej. Ne. In na AV področju je pa to bilo seveda v bistvu, mislim, da
bolj kot ne baza slovenskih filmov, nažalost. Jaz bi si želel, da bi v lanskem letu prišli ven, tako kot smo mi prišli ven v 2 dneh, dobesedno smo naredili neko tako stvar, da bi prišlo ven še kaj drugega, pa da bi ta dostopnost bila še večja, ne? Ker to je v bistvu tisto, kar si mi tudi s tem projektom želimo. Kar se tiče kinodistribucije, imam pa občutek, da kinodistribucija bo takšna, kakršno bomo si sami ustvarili, čisto zares. Tako da jaz ne bi tle govoril o tem, kaj se bo z njo zgodilo, kot da je to ena stvar, ki je od nas neodvisna. Jaz mislim, da je tukaj vse v naših rokah, pa mislim, naših v smislu Slovenije, recimo kot države, se reče v rokah, ne vem, tako filmskih ustvarjalcev, kot seveda tudi teh, ki delajo, krojijo to politiko, na recimo filmskem centru, pa od distributerjev, pa od kinopredprikazovalcev, ker seveda, če se bojo, ne vem, vsi odločili kina zapreti, tudi če bo, mislim, potem bo morala država ful več narediti, če bojo pa kina recimo si želela ostati odprta, pa želela v bistvu omogočati ogled filmov v dvoranah, potem bo pa država pač morala to samo podpreti. Tako da mislim, da je tudi govoriti o tem, da ne vem, bo zdaj, ker imamo vse na spletu, pa vse na teh nekih streaming servisih, da bo pa zdaj kino umrl, pač seveda umrl bo, če mu bomo pustili, da bo umrl, zaradi tega, ker kino je pač eno doživetje, tako kot, ne vem, Luna Park, pa noben ni nehal v Luna Park hoditi zaradi tega, ker imaš igrico, v kateri greš v Luna Park, mislim, in tukaj je pač čisto zares odvisno od nas, oziroma nas in naših politikov, tako da to se mi zdi najbolj smiselno tudi vprašanje, ne, bomo zdaj umrli, ali bo kino umrl, ampak kaj bomo naredili, da kino ne bo umrl in če nam je sploh do tega, da ne umre. Super, tudi moje vprašanje je bilo tako malo provokativno s tem, da te malo spodbodem v tem razmišljanju. Tudi sam mislim, da kino kot tako ne bo umrlo, ker je na vse zadnje tudi nek event, kot tak druženja. In vsi v tem letu izolacije pogrešamo to neko druženje, pogrešamo nek experience gledanja filma, tudi na gromozanskem platno, skupaj z publiko, da se lahko skupaj smejimo dobri komediji ali pa uživamo v nekem dobrem arthouse filmu v kinodvorani. In iz tega vidika mislim, da to ne bo tako propadlo. Zanimivo je tudi, ker na nek način pa poznamo neke modele hibride, ki so jih uvedli festivali v letošnjem letu, kjer so nekaj naredili na sami lokaciji filmskega festivala, dele svojega programa so imeli pa online. In nekako tako se tudi špekulira, da kar se tiče samih festivalov, bojo probali na podoben način peljati v prihodnost. Kaj pa ti misliš, si se udeležil kakšnega festivala, ki je bil hibriden, ki je bil mogoče samo online ali pa v živo? Ja, mislim, da je se pokazalo v lanskem letu, da je to en zanimiv način v bistvu dopolnitve festivalskega programa. In mislim, da je absolutno dobro, da bojo festivali to ohranili, ker bojo vedno lahko pridobili eno publiko, ki je ne morejo dobiti v živo. Se reče, določen, ne vem, segment ljudi ne bo nikoli prišel v tisto mesto ali pa ne bo imel možnosti ali pa kakorkoli, in bo vedno lahko imel vsaj nek program. In tukaj, če bojo festivali smotrno zasnovali te hibridne programe, se reče, da se bojo v bistvu dopolnjevali, da ne bojo odganjali publike v živo, da ne bojo, ne vem, nekako pa si bojo ljudje rekli, zdaj pa itak ne rabim iti tja, pa lahko sem doma, ampak da nekako to naredijo nekako dopolnjujoče se, potem bo to absolutno v bistvu dober način za povečanje publike, povečanje odmevnosti festivalov. Jaz sem se lansko leto udeležil nekaj festivalov na ta način, ampak kar je mogoče še bolj zanimivo, mi smo v lanskem letu v bazi slovenskih filmov kar nekaj festivalov na ta način tudi podprli slovenskih, ker smo lahko odreagirali, pa ker smo v bistvu odreagirali z neko prijazno roko smo podali njim in tudi nismo neki blazno računali teh stvari, smo pač to, kar smo mi v bistvu porabili, pa še celo manj smo v bistvu to računali zato, da smo jim lahko to omogočili, ker se nam je zdelo pomembno, da v bistvu festivali ohranijo to kontinuiteto, ker če ne, je verjetno ne bi mogli ohraniti, ali bi pa recimo uporabljali načine, ki so po mojem mnenju
dvomljive narave. Ne? Naprimer, da filme daš na neke portale, ki imajo zelo, zelo odprto zastavljene te pogoje uporabe. Ne? Se reče, ko daš film gor, jim v bistvu daš pravice, čeprav jim teh pravic res ne bi smel dati, ker jih ti kot prikazovalec naprimer sploh nimaš, pa nimaš pravice dajati. Ne? Tako da recimo razni Facebooki pa YouTubi pa to, se mi zdi, da ni ok, da na te platforme bi dajali filme, pa jih potem omogočali online, ker ne, vemo, kaj se lahko vemo, kakšna je ta politika v zadju. Tako da tukaj smo nekako prepoznali, da mi lahko nudimo ene take stvari in smo jih in se je izkazalo, da dobro, na vsakem primeru. In smo imeli nekaj festivalov, smo čist z enim programom sam podprli, v bistvu so bili to večinoma te historični, se reče, ne vem, pretekli zmagovalci festivala recimo. En festival smo cel online izvedli, ker je bila situacija spet jeseni že takšna, da se ni dal izvesti. Enega smo pa v bistvu imeli pripravljenega, pa je pol se dal ga izvesti celega v živo. Tako da različni načini sodelovanja so bili, pa vsi so bili, se mi zdi, precej uspešni. No? Cool. To sem še mislil se dotakniti tega hitrega reagiranja, ki ste ga bili sposobni narediti. Ampak predno o tem govoriva, bi šel v to, ki si rekel, 7 let nazaj je bila neka ideja, dajmo to narediti, kaj je baza slovenskih filmov. Verjetno kdo od naših poslušalcev je že slišal, mogoče ti imaš občutek, da si celo leto to govoril, ampak jaz sem prepričan, da obstaja še nekdo, ki ni slišal o bazi slovenskih filmov oziroma v BSF-ju. Vsekakor upam, da če ni, da bo s tem podcastom. V bistvu je to dobro vprašanje, ker tudi, to je vprašanje, ki si ga sodelavci zastavljamo, bom rekel, na precej redni, na reden interval. Ne? Ker ko sem jaz začel o tem projektu razmišljati, je bilo v bistvu bolj, v Sloveniji pa ne obstaja ena spletna podatkovna baza, kjer bi lahko dobil pač neke poglobljene informacije. Vsaka baza je vezana, takrat obstoječa bila je vezana recimo na neko inštitucijo, ne vem, SFC-jeva je vključevala samo filme, ki so jih oni financirali, ne vem, arhivska itak vključuje samo filme praktično do leta 91, pa zelo malo filmov po in tako naprej. No, in vsaka je v bistvu zelo bila fokusirana v en segment te neke audiovizualne industrije v Sloveniji. Pa tudi, bom rekel, niso bile zelo aktualne več takrat že. No? Mislim, vedel sem, da obstaja veliko filmov, ki jih noter ni in se mi je zdelo, da potrebujemo, jaz sem v bistvu na Poljskem videl to, no? Oni so tam imeli, v bistvu naša šola je eno to bazo takšno poljskih filmov imela in oni pač tam imajo neko ekipo ljudi, ki to dela. Nekako se mi je zdelo, da nujno mora biti en portal, tudi ne samo to, da bi vključeval celotno neko audiovizualno področje slovensko, ampak da bi tudi bil prepoznan, ker se mi je zdelo, da v bistvu nekako SFC je imel svojo bazo, ampak je bila v bistvu neka podstran njihove strani in zdaj kdo pozna v bistvu zares SFC kot institucijo, tam so neki razpisi gor, to je namenjeno profesionalcem, pa naši v bistvu oski skupini uporabnikov, ki smo pač filmski profesionalci, pa še recimo jaz osebno nisem bil na SFC-jevi strani že ful časa, ker nimam zakaj tja iti kot direktor fotografije, ne? Razen če sem hotel v bazo, ne? In zdaj mogel sem pa vedeti, da ta baza obstaja, tako da nekako zdaj se nam je, da mora biti en brand, ki bo uporabnikom, neki čim širši publiki dal vedeti, tukaj boste pa zvedeli lahko marsikaj, čim več, največ, ne? V idealnem svetu največ o slovenskem filmu od katerega koli portala, pač, ki obstaja, ne, če ga slučajno poznate. Tako da s tem se je začel in to je bila baza slovenskih filmov leta 2014, oziroma to je bila ideja baze slovenskih filmov leta 2014. Potem pa s časom, ko smo jo razvijali, ko smo razmišljali o tem, kaj še dodati, kako jo razširiti, vedno je bilo, pa zdaj smo našli pa te podatke, kaj pa s temi podatki? Ja, noč moramo razširiti, pa še to vključiti. Ne? In v bistvu se je teh 5 let se je praktično razvijala, tako da je skozi se je nekaj širilo, skozi smo nekaj dodali, skozi smo ugotavljali, da če že delamo neko raziskavo, da če dobimo podatke, da jih je škoda v bistvu završiti ali pa pustiti nekje nezapisane. Ne. Tako da nekako se je to širilo in potem smo ugotovili, dobro, ampak če imamo podatke, treba imeti pa seveda tudi fotke, pa napovednike, pa treba imeti mogoče pa tudi kakšne članke, tako da smo v bistvu
začeli dodali možnost, da se da noter pač članke te neke iz raznih publikacij. Čisto kot PDF-je, in pol smo se zmenili z Delom, pa nam je Delo dalo 80 kritik, ki jih lahko objavimo, pa z Dnevnikom smo se v lanskem letu zmenili, da lahko objavljamo vse članke filmske, ki so bili objavljeni v Dnevniku starejši od 2 let, torej ogromno enega materiala, ki ga imamo možnost objaviti, ko bomo imeli seveda čas pa možnost za to. Ampak ja, v bistvu tako pa spet seveda naslednji korak je zdaj pa imamo napovednike, ki so v bistvu videi, ne, pa tudi razmišljali smo tudi o zvočnih vsebinah, recimo raznih podcastih in tako naprej, tako da to tudi nekoč bo del tega, ne? In potem smo rekli, ampak zdaj pa, če imamo to, pa mogoče bi pa lahko tudi kakšen film imeli gor. Saj ful je filmov na Vimeo slovenskih, ki jih producenti sami gor dajo, ali pa avtori, ki imajo pravice za njih. Ampak če imamo mi eno stično točko tega, zakaj pa ne bi mi v bistvu omogočalo gledati teh filmov? Kar pomeni, da bi ljudje, ki bi našli nekaj, bi našli še nekaj drugega. Ne? In zato, ker je v bistvu vključujemo celotno AV področje, ne, se reče, če najdeš, en art video, pa mogoče pol najdeš zraven pa še en, celovečerni film ali pa en kratki, pa vidiš to, pa spoznaš enega avtorja, v bistvu ta neka, kakor se temu reče, ta neka luknja, v katero padeš, internetna, in potem klikaš in klikaš in klikaš. In ko imaš dovolj vsebin, ko je tak portal dovolj močen, kar jaz recimo mislim, da še ni, ampak upam, da bo, da v bistvu lahko gor preživiš veliko časa in zveš veliko stvari in najdeš nove avtorje, najdeš razne take, razne nove vsebine, ki te mogoče zanimajo, ali pa ti dajo neko informacijo, ki nisi imel in tako naprej. In tako da v bistvu to je bil razvoj. Tako da danes, prej si omenil, preden smo se začeli pogovarjati, si omenil, a je to slovenski Netflix, a je to slovenski IMDb. Jaz mislim, da to ni ne eno, ne drugo. Mi smo v enem trenutku našli definicijo, oziroma smo rekli, želimo si, da bi to postal en obsežen spletni arhiv, ena baza znanja, najširša možna, se reče s članki, s fotkami, s videi, s celimi filmi, čim bolj obsežna in na enem mestu, zato da ljudje lahko, da se publika lahko mešajo. Kot si samo omenil, v lanskem letu ste imeli pa ta v bistvu javno predstavitev baze kot take. Kdaj se je to zgodilo? To je bilo 22. januarja lansko leto. In v bistvu to je bila uradna predstavitev, ki smo jo skupaj s Slovenskim filmskim centrom, ker mi v bistvu delamo del tega, kar je BSF, je tudi za njih. In potem v bistvu ste bolj predstavljali, kot razumem, takrat bazo kot tako, bazo polno podatkov in vsega tega. Ali tudi ta potencial, ki ga ima sama baza, ste tudi o tem govorili? Ja, smo v bistvu že takrat, ko smo mi to uradno predstavljali, je bilo gor, mislim, da okoli 50 filmov na voljo za ogled. Mi smo že, preden smo ven prišli, smo nekako se zmenili z Univerzo v Novi Gorici. Oni so v bistvu bili eni izmed prvih, ki so nam omogočili, da damo cela audiovizualna dela na voljo za ogled, ker so oni tako imajo svoj Vimeo kanal, pa se jim je zdelo seveda super, da lahko promovirajo svoje filme še drugje. Potem je bila Sabina Džogič, ki je dala svoj film Kaj ti je film, ki je bil v bistvu prvi celovečerc na bazi, pa Luka Marčetič je dal svojo serijo Dan ljubezni. Dan ljubezni, ja. Okay. Da se nam zmotil. In je dal v bistvu tudi vseh 12 delov dovoljenje, ker so itak na YouTubeu že full let in lih je bila takrat 10. obletnica, mislim, da in smo dali potem gor še te dele. Tako da to so bili v bistvu te cela AV dela, prva cela AV dela, vsega skupaj mislim, da jih je bilo nekaj čez 50. Tako da smo tudi o tem že takrat govorili, seveda pa nisi pa noben predstavljal, da bomo dobesedno mesec pa pol kasneje začeli nek ogromen projekt, kot je bil ta projekt Vsi filmi doma. Ja, ker je bil izjemen projekt v bistvu v lanskem letu in meni je izjemno in vse čestitke tebi in tvoji ekipi, kako hitro ste reagirali. Mislim, ko se je pojavila epidemija in z epidemijo tako imenovan lockdown, ste vi zelo hitro odreagirali in postavili v bistvu ta projekt skupaj z Filmskim centrom, če se ne motim, Vsi filmi doma. In kako hitro se je to zgodilo, kako se je rodila ideja? Koliko filmov se je gledal? Ja, mislim, da tukaj gre za hvala predvsem vsem producentom oziroma vsem imetnikom pravic, ki so dovolili, da se njihovi filmi predvajajo. Tukaj je bila ena velika solidarnostna v bistvu poteza. In
nekako ideja se je rodila. Mi smo dobesedno en teden prej predvajali, ali pa mogoče mičkan več, ampak mislim, da en teden smo predvajali 5 kratkih filmov slovenskih režiserk ob 8. marcu na podoben način. Ne? In to je bil v bistvu prvi tak dogodek spletni, ki smo ga delali. In je bil tak nek kratek v bistvu testič. Ne? To so bili filmi, mislim, da 2 dni na voljo, pa 5 jih je bilo. Ne? Potem smo pa takrat pred tistim lockdownom, ki se je zgodil 16. marca, smo se pogovarjali s Filmskim centrom in v tistem tednu se je zgodilo tudi to, da so vsi veliki portali, kot Netflix pa podobni, ne, so v bistvu omogočili svoje storitve za ston za nek čas. In pa smo rekli, mi nekako, vsi smo bili, nekako smo se strinjali, pa smo slutili, da bi bilo dobro, da tudi mi takoj v bistvu odreagiramo in naredimo eno takšno solidarnostno akcijo. Ne. In potem najprej je bila seveda ideja, no pa dajmo pač še nekaj filmov gor na splet, pa si ta ideja seveda iz te neke, bomo dali par filmov gor, rodila v to, pa dajmo pač, ne vem, probati pa pozvati, pa zvideti, kaj bo, če bi pač ljudje, se reče imetniki, producenti, dali svoje filme tudi več kot samo za, ne vem, en dan, pa mogoče jih bo več kot samo par, ne? In nekako smo naredili ta poziv in potem smo dobesedno iz petka, ne vem, kaj je bil tisti datum, 13. mislim, da tako nekako 12. 13. smo to v bistvu nekako dorekli s Filmskim centrom, pozvali smo par producentov in v ponedeljek 16. mislim, da smo že imeli 2 filma gor. In odločili smo se, da bomo pelali projekt, dokler se bo pač dal, dokler bojo filmi in da bomo tudi nekako kurirali to zadevo v nekem takem, mislim, v bistvu tekoče, ne? Nismo imeli veliko filmov na začetku, pa smo pa v bistvu sproti so v bistvu se ljudje odločali, da bi dal, ne? In smo rekli, ok, 2-krat na teden bomo dali ven neko število filmov, odvisno od tega, koliko jih bomo imeli na zalogi, pa te programe bomo naredili čim bolj raznolike na nek način, ne? Se reče, da niso en dan sami celovečerci, pa potem čez en teden sami, ne vem, kratki filmi, ampak vsak teden smo probali dati en tak nabor iz tega, kar smo imeli na voljo, za kar smo imeli dovoljenja in vsi so bili po 7 dni, ne? Se reče 2-krat na teden, 7 dni, tako da so se v bistvu te sklopi prekrivali na nek način. In praktično zadeva se je tako utekla na nek način, da je trajala do konca tega prvega lockdowna, ker zadnji filmi so bili 20. maja na voljo in vsega skupaj smo predvajali 174 AV del, kar je precej lepa številka. Mislim tako, ne, če gledamo, da imajo festivali včasih po 100 filmov recimo v svojem sporedu, ne. Rato je iz tega en tako ogromen v bistvu festival, ki se je valil skozi, ker nismo imeli vnaprej, nismo vedeli in smo morali v bistvu sproti spreminjati program, ne vem, tehnične vse stvari urejati, a so podnapisi, a ni podnapisov, downloadati, uploadati, tako je bilo zelo, zelo pestro, no, pa zelo majhna ekipa, tako da Si moram predstavljati, v bistvu je bilo tako, ker kako jaz kot gledalec, v bistvu, ker sem spremljal to celotno akcijo, ki se mi zdi super in jo tudi v društvu slovenskih režiserjev smo zelo podpirali, kakor tudi podpiramo samo bazo, se mi je zdelo tako, da je bilo v bistvu zelo kurirana celotna zadeva, da se je bilo zelo premišljeno, ampak je v bistvu bilo vse odvisno, čeprav razumem, kateri filmi so bili na voljo v tistem trenutku, da ste naredili nek kuratorski nabor za tisti teden. V bistvu je bilo tako, da smo se s časom, ki je projekt trajal, se nam je potem en nabor, se nam je filmov nabrali in smo nekako imeli za nekaj časa naprej že zapolnjene termine, ampak smo pol še zmerom, ko smo dobivali nove filme, v bistvu uživo nekako spreminjali. Tudi za naslednji, recimo, če je danes ponedeljek, pa v četrtek prije nov sklop ven, smo še danes ali pa čez 2 dni v sredo zvečer smo rekli, ne, še nekaj smo dobili, ki mogoče bolj paše v ta sklop. V bistvu edin tak kuratorski, bom rekel, kuratorska, ne vem, motivacija ali pa linija, ne, je bila ta, da v bistvu je treba narediti te sklope raznolike. Se reče, na voljo za različne publike, z različnimi AV-deli, tako da smo tudi probali smo imeti vsak teden nek otroški program, kar ni bilo na koncu več toliko lahko, ker nam je praktično zmanjkalo teh otroških vsebin, ne, ker jih res tudi ni toliko zelo veliko. Pa tudi vsega pač ne moramo nikoli dati za ston na voljo, ne, treba je kakšne stvari tudi prehraniti, ampak tako, no, nekako smo, se pravim, probali smo uravnotežiti vse skupaj, no, to je bil v bistvu edini tak, mislim, to neko kuratorsko vodilo, no, nismo tle, bom rekel, šli na neke, ne vem, zdaj bomo pa samo nagrajence predvajali ali pa samo une filme, ki se jih nikoli ne vidi, pač iz tega, kar smo imeli, smo nekako zbirali to, da smo te pakete naredili približno uravnotežene, ne, zato ker tudi se nam je zdelo, dobro je, da v bistvu tiste publike, ki ne vem, gledajo pa samo dokumentarce, da bojo imeli čim dalj na voljo dokumentarce, in isto za otroke in isto za neko mainstream publiko, kakorkoli, tako nekako
pač poanta je bila to, da probamo čim širši krog ljudi obdržati z nami čim dalj časa. Ne? Mene je recimo ta kuratorstvo v narekovajih, bom zdaj rekel, me je spomnil na pristop, ki ga ima Mubi sam. In je, mislim, zelo zanimiv pristop, kjer narediš nek nabor filmov za omejeno obdobje in si pogledaš, da ne brskaš po gromozanskih knjižnicah, ki ne veš, kje imaš tisto, kar te najbolj zanima. In ta praviš, da je v bistvu ta akcija Vsi filmi doma je trajala v bistvu od prvi lockdown, ki je tako, bil. Ja, od mislim, 16. marca do 20. maj, ne, tako 2 meseca praktično. Ja. In kakšne so pa številke? Vedno nas zanimajo številke, zaradi tega, ker moramo priznati, da vsi te veliki ponudniki nikoli ne delijo številke, koliko je bil kakšen film klikan in predvajan. Ti si pa zelo transparenten v tem, oziroma celotna ekipa ste zelo transparentni in me zanima v bistvu, koliko je bila ta akcija uspešna ali neuspešna? Jaz se zdaj natančno več ne spomnim vseh teh številk, pa nimam tle poročila. Mislim, lahko se ga odprem na hitro, čisto, da ne bom se zlagal, se zmislil, samo sekundo. Torej, številke so sledeče. Ogledov filmov, ki so bili znotraj programa, je bilo vsega skupaj v tem času 85,804. Je bilo pa v tem času tudi so bili še filmi na voljo na BSF, ki niso bili del programa, in vse skupaj je bilo nekaj čez 93,000 ogledov. Zdaj pa, če še malo druge statistike, v tem je bilo 61 celovečernih filmov, 113 kratkih, pa 33 epizod serij, od tega 58 igranih, 38 dokumentarnih, 70 animiranih, pa potem 6 igrano dokumentarnih, pa 2 dokumentarno animirani deli. Tako. Wow, to so izjemne številke, posebej za projekt, ki je v bistvu 1 mesec bil star v tistem trenutku, ko se je zagnala ta akcija. In čestitke, to je res nekaj izjemnega kot takega. Ampak potem pa, v bistvu, če se ne motim, v teh dneh ste ven dali tudi celotno poročilo za lansko leto. Nekako ta transparenca, ki jo imate, koliko filmov se je zvrtelo v lanskem letu, koliko filmov je na voljo v sami bazi, da si lahko gledalci pogledajo, kakšne so pa te številke. Ja, mogoče tudi to, kar ti še nisem prej odgovoril. Ta neka ideja o tem, da pač bomo ven dali podatke, se mi zdi zelo pomembna, zato ker, kot vemo, veliki portali teh podatkov ne dajo. Nam se pa zdi pomembno, da te podatke imamo, zato ker velikokrat se pojavljajo v medijih dezinformacije, v smislu, slovenski filmi niso gledani, tega nobene mara, to je nekaj, kar je brez veze. Ne? In nekako verjamemo, da je treba pač te stereotipe razbijati, ampak razbijaš jih lahko samo s podatki. Ne moreš, mislim, ti lahko rečeš, ja, pač ne, pa ni res, ampak potem ta debata v bistvu je na nivoju ene osnovnošolske, to si ti, kaj sem pa jaz. Ne? Tako da edini način, da to rešiš, je to, da imaš podatke in da s temi podatki operiraš. Ne? In da pa imaš podatke, seveda jih moraš zbirati in obdelovati in potem na koncu jih moraš tudi seveda narediti dostopne, ne? Javno dostopne. Ker moje mnenje je, da najslabše, recimo, če te podatke narediš delno dostopne, to je vedno najbolj slabo. Pač, da jih daš, recimo, da bi zdaj povedali samo imetnikom pravic, koliko so bili njihovi filmi gledani. Ker potem se ustvarja neka fama okoli tega, potem vsak lahko s temi podatki zase manipulira. To se nam je zdelo čisto popolnoma nesmiselno, in nikoli pa nismo sploh razmišljali o tem, da ne bi teh podatkov ven dali. To pa sploh ni bila opcija. Mislim, jaz sem vedno si želel, lih zaradi tega, ker je to, mislim, to je uspeh vseh nas. To ni, mislim, BSF je samo en katalizator enih stvari v bistvu. In meni se zdi, da pač ja, ti lahko rečeš, čestitam za projekt, ampak meni se zdi, to je naš uspeh, to je uspeh imetnikov pravic, uspeh filmskih avtorjev, ki so te filme naredili, uspeh publike, ki je te filme gledala in ne nazadnje uspeh pač celega slovenskega audiovizualnega področja, ki je dosegel nov nivo prepoznavnosti, recimo, ali pa dosegel neke nove publike v času, ko praktično je vse drugo, kar se audiovizualnega umrlo v Sloveniji. Sej, obstaja TV, pa obstajajo te neke platforme, ki so prej obstajale, ampak v bistvu tudi zato so bili po mojem te
je bil ta projekt tako gledan ali pa tako uspešen, ker je zadev v bistvu prvo priložnost, ker so bili vsi doma, in drugo, ker je dal na voljo ene stvari, ki leta niso bile na voljo. Ne? In zato smo se potem odločili, seveda tudi, da bi radi pač s tem omogočanjem dostopnosti slovenskih audiovizualnih del nadaljevali, ker ne glede na to, a so bili na TV-ju, a niso bili na TV-ju, a so na drugih portalih ali niso na drugih portalih, se nam zdi smiselno, da so pač seveda dostopni čim več. Ne? Če je nekdo rekel, jaz bi svoj film dal zastonj na voljo, ne? Pa ga je dal na svoj Vimeo, jaz nimam nobenega problema s tem, da je ta film na Vimeu, pa na YouTubeu, pa zaradi mene lahko tudi na Netflixu, pa na Amazonu, ampak še zmeraj se mi zdi smiselno, da je tudi na BSF-ju, recimo. Ne? In če je pač to možno zaradi vseh teh pač seveda avtorskih pa to, ne? Ampak ne, več, ki je dostopen, boljše. Več ljudi ga bo srečal, ker eni ga srečajo tam, eni ga srečajo tukaj. Ne? In tle sploh, po mojem, ni nobenega konflikta interesov ali pa kakršnih koli. Mislim, valjda, če hočeš služiti, če je to komercialna dejavnost, potem jasno ti je v interesu, da pridejo ljudje k tebi. Ampak naš projekt ni s tem ciljem, mislim, sploh zastavljen ni tako in tudi ni to njegov namen. Njegov namen je omogočiti dostopnost do audiovizualnih del. Ne? In zato v bistvu nam je ta politika pač čim širše dostopnosti zelo blizu in nimamo nobene težave s tem, da so filmi tudi drugje. Čim več. Mislim, s tem se zelo strinjam, tudi sam osebno, kot tudi DSR, in mislim, da je zelo pametna politika. Je pa dobro izhodišče za v bistvu moje naslednje vprašanje. Kakšna je vizija baze? Kakšna je vizija? Ali je vizija zdaj bolj iti proti ponudniku video vsebin ali graditi bazo plus vsebine? Kakšna je vizija? Ja, nisem ti še res odgovoril na prejšnje vprašanje. Točno, ja. Po številkah. Zelo na hitro. No. V bistvu mi smo potem... Sem mislil, da nočeš, veš, zato ti nisem povedal. Ne, se je tudi to poročilo objavljeno na spletni strani, tako da ni nobene skrivnosti. V bistvu je bilo vsega skupaj okoli 115, mislim, nekaj čez 115,000 ogledov, no, v celem letu. Vidite, kako je ta projekt res, ne vsi filmi doma, res bil, zadev je v tisti trenutek, ko res ni bilo nič in vsi so bili res doma, ne. In je ogromno pobral gledanosti. Potem pa skozi leto, no, sej tudi to ni slabo, ne, še tistih dodatnih 30,000 ogledov ni tako malo, ne, če za res. Tako da v bistvu, mislim, to je ta skupna številka. Mi smo v bistvu potem po tem projektu zelo hitro ugotovili, da so razne institucije pa organizacije so potrebovali nek ta support, vse to sem že prej rekel, ne? In so se začeli obračati na nas. Praktično mi nismo, nekako sploh niti mislili nismo, da bomo to delali. Ne? Naši plani, kaj bo BSF postal v lanskem letu, so bili pa popolnoma drugačni. Ne? Mi smo čisto ne druge stvari ciljali, da bomo delali, in to so se spremenili. Ne? In potem smo nekako priskočili na pomoč tem organizacijam in festivalom, in dogodke smo delali še celo leto, v bistvu do konca leta naprej, tako da na koncu je nabral, ne vem, čez 20 dogodkov, pa mislim, nekih 6 festivalov smo podprli, pa tako naprej. No, tako da te podatki so vsi dostopni, tako da to si lahko v poročilju vsak poslušalec prebere natančno, ampak to je v bistvu, tako se je leto obrnilo, no, da smo v bistvu nekako ugotovili, smiselno je to delati, ker zakaj pa sploh smo, mislim, mogoče tudi to si me vprašal, pa mislim, da nisva se tega, mislim, nisem zares ti odgovoril. Ne. Ta hitra reakcija je bila možna zato, ker smo že imeli v bistvu to infrastrukturo nekako do neke mere pripravljeno, ne. In smo jo samo malo smo jo sfrizirali, pa seveda smo pol neke nadgradnje delali, pa tako in zdaj tudi naprej, ne. Da smo to število filmov omogočili. Tukaj je treba omeniti, da je Arnes izredno veliko pomagal in zelo so v bistvu dobri partnerji. No, tudi oni imajo zelo radi ta projekt in ga nekako podpirajo svoje strani. Tako da tukaj seveda tukaj Ministrstvo za kulturo je najprej odobrilo, da mi lahko te storitve Arnesove uporabljamo, in potem je Arnes to seveda tudi prevzel in nas zelo dobro podpira. No. Tako da zdaj, če se navežem, ker si me vprašal, kaj je naprej. Naprej, jaz mislim, da je naš cilj še vedno isti. Ne? Baza slovenskih filmov mora ostati, če zdaj tako rečem, ker je že postal na nek način eno tako stičišče, ampak mora to ostati in mora v bistvu širiti svoj nabor gradiv, ki so na voljo za ogled, za dostop. Ne? Mogoče tako. Mi smo vse te vsebine
dajali na voljo brezplačno, vsi dogodki, ki smo jih delali, so bili brezplačni. Delali smo nekaj v sodelovanju z filmskimi producenti pa imetniki pravic, nekaj zaprtih projekcij za šole. Te niso bile brezplačne, ampak to je v bistvu neka taka čist, bom rekel, dejavnost, ki je prišla še zraven, pa tudi bolj zaradi tega, da bi omogočali te oglede, da bi nekako kulturne dneve in tako naprej podprli te šolske. Ampak vsi javni dogodki, vse to, kar je bilo brezplačno in tudi vsi materiali, ki so zdaj dostopni na BSF, so brezplačni in tudi želimo si, da bi bilo tako v prihodnje. Ne? In trenutno, ker sprašuješ po nadaljevanju, ne, v bistvu smo v procesu nadgradnje v storitvijo video na zahtevo, torej plačljivih ogledov za filme. Seveda v sodelovanju spet z imetniki pravic. Tako da zdaj v bistvu pripravljamo to, da bo baza slovenskih filmov bo še zmerom delovala na isti način, kot deluje. Torej to ne bo ena ločena platforma ali pa neki, ampak bo v bistvu integrirano z našo platformo obstoječo, tako da praktično tam, kjer je zdaj gumb oglej, bo gumb oglej, če je film brezplačen, če ne, bo pa film kupi in se bo dal za neko ceno pač ogledati film. V principu zelo velikih podobnih platform, tako imenovanega TVOD, torej Transaction VOD ali Pay-per-view, torej tako, plačaj na ogled. Ja. Razmišljate pa tudi, ne vem, mogoče v sistemu subscriptiona oziroma neke... Ne. In ti bom povedal, zakaj. Zato, ker jaz verjamem, oziroma vse analize, ne, ki jih lahko narediš, pa ki kažejo, če pogledaš ta subscription model, ne, je v bistvu model, za moje pojme, po moji ceni, to model izkoriščanja. Ker če platforma kupi, ne vem, za 100 evrov en film, potem ga lahko trži naslednji, ne vem, 1 leto recimo, naprimer. Ne. In zdaj v tem enem letu ta platforma lahko s tem enim delom, ne, v bistvu pritegne, ne vem, 100, 200, 300 tisoč naročnikov in zasluži, ne vem, x-kratnik ali pa dobi nazaj z vsemi temi stroški oziroma z vsemi plačili naročnin, ne, x-kratnik vrednosti tega, kar je plačala za to delo. Ne. In to se meni osebno, kot avtorju, se mi to ne zdi prav. Poleg tega je pa seveda tudi zares nemogoče oceniti, koliko je kiro delo doprineslo. A ne. Tako da ta subscription model nam ni blizu iz tega vidika, pa tudi iz tega vidika, ker je vedno vezan na eno omejeno obdobje dostopnosti. Ne? Torej, mi odkupimo pravice, odkupimo jih za, ne vem, tako in tako obdobje in potem moramo nekako to še enkrat v bistvu skleniti pogodbo ali pa podaljšati to pogodbo in še enkrat nekako plačati to delo. Ne? Nam se zdi, da je v bistvu najbolj transparenten pa najbolj pravičen način to, da se v bistvu od vsakega ogleda pač znesek deli po nekem ključu, ta ključ je pač odvisen od naše politike, naših zmožnosti v tem trenutku, želja producentov oziroma imetnikov pravic. Tako da tukaj nekako želimo, da bi bil model v bistvu vzdržljiv na dolgi rok, pa da ne bi platforma v bistvu dobila fulenga denarja na račun avtorjev. Ne? Mislim, jaz sem sam avtor, ne, ali pa na račun producentov, sam sem avtor in se mi zdi, da je to narobe. No? Tako da nekako smo iskali nekaj, kar je najbolj fair na nek način. Ne? Tako. Super. Zanimivo mi je tudi, recimo, ko si omenil te, ki ste imeli dogodke, zaprte dogodke za šole. Mislim, da je to nek aspekt, ki je zelo zanimivo, da organizirate neke vrste kulturni dogodek ali pa podporo kulturnega dogodka za šolo, kjer lahko šole oziroma njihovi učenci gledajo na legalni način filme. Vsi se zavedamo in tudi to v Društvu slovenskih režiserjev non-stop govorimo, veliko filmov od naših kolegov, ki so naredili uspešnice, se vrtijo na raznih oblikah, pridobljenih na razne načine v šolah, vrtcih. In mislim, da je tle tudi neka velika priložnost. Kako recimo izgleda tak zaprt dogodek, ki ga baza slovenskih filmov ponudi lahko v šoli? Ja, v bistvu, jaz moram reči, da sem bil kar prijetno presenečen, ker ko smo začeli dobivati ta vprašanja, ne, od učiteljev, mislim, po mojem je tudi tako,
noben nas ni vprašal, mislim, zelo redko kdo nas vpraša, kje pa jaz lahko ta film, ne vem, podownloadam ali pa lahko, ne. Vsi, ki se na nas obrnejo, ali pa večina, ki se na nas obrne, vedno že ve, ok, ne smemo tega kar tako predvajati. Torej, to je javno predvajanje, moramo dobiti dovoljenje. To mi je bilo zelo nekako prijetno presenečenje, oziroma ker je bilo tudi to število učiteljev veliko, mislim, da tukaj na tem področju je že Art Kino mreža veliko delala v preteklih letih, ne. Tako da nekako to zavedanje obstaja, če pa kdo ni vedel tega, ali pa če nekdo ni bil siguren, smo ga pa vedno nekako tudi smo mu razložili, smo probali v bistvu povedati, zakaj je to pomembno, pa zakaj v bistvu je pomembno, tudi če je film zastonj, recimo, ne, je pomembno, da se dobi to dovoljenje. Tako da moram reči, da sem bil, se pravim, boljša situacija se mi je zdela, vsaj po teh odzivih, ki jih mi imamo, kot sem mislil, da bo. Dogodki pa v bistvu potekajo tako pri nas, da učitelji izrazijo željo, kateri film bi radi pokazali učencem, mi potem kontaktiramo imetnika pravic, mu povemo, kakšna je želja, mu povemo tudi, da bo, ne vem, dogodek se bo zgodil ta pa ta datum na to pa to uro, oziroma v tem pa tem terminu, v nekem časovnem oknu, da šola v bistvu ima toliko in toliko učencev planirajo, da bo gledali film, in oni morajo potem povedati, kakšno sceno za film bi radi postavili, ne. Tako da potem producent oziroma imetnik pravic pove to ceno, mi kontaktiramo nazaj šolo, povemo, lejte, taka je situacija, to pa to je cena, in se šola odloči, a bo ali ne. Ko se še potrdijo projekcijo, mi naredimo eno stran, ki je zaščitena z geslom. Ta stran je v bistvu aktivna samo v tem terminu, ko je zmenjen film, in potem oni pač to stran delijo svojim učencem z geslom, in učenci si potem takrat, ko si pač znotraj tega okna želijo ali pa lahko pogledajo ta film, in na koncu mi preverimo našo analitiko, pogledamo, koliko je bilo ogledov in izstavimo račun in potem nakažemo producentu oziroma imetniku pravic njegov delež, ne. Ker tukaj v bistvu za te projekcije smo nekako prestopili čisto, kot prestopajo tudi kinematografi, ne, in trenutno jih delamo 50-50. Ne. Torej, če je cena 2 evra na film, 50 vzame filmoteka, 50 dobi imetnik pravic. To je čisto zato, ker enostavno teh dogodkov ne moremo, mislim, že tako jih delamo praktično zato, da so, ne, in ker nimamo v bistvu nobenega resnega financiranja in delamo to več ali manj zastonj, oziroma fulejnih ur brezplačno. No. V lanskem letu jih je bilo, ne vem, čez 3200, vse to je tudi vse v poročilu napisano. Tako da, in smo rekli, ja, dokler ta projekt ne more obstajati na neki drugačni osnovi, moramo pač nažalost na ta način funkcionirati, čeprav si ne želimo. A ne, valjda super bi bilo, da bi ena taka platforma lahko obstajala z neko drugačno podporo, pa bi v bistvu šel večinski delež, recimo, ali pa vse tudi lahko teoretično, ne, v bistvu imetnikom pravic. To je bilo moje naslednje vprašanje. V bistvu me zanima, govoriš, kaj so se dogaja na sami bazi. Seveda je pa veliko vprašanje tudi samo financiranje baze kot take. Mislim, da vsi vemo, vsaj mi filmari vemo, da je baza v bistvu in vse delo, ki ga delate, v bistvu nezadostno financirano in da je enormno število ur, ki so pro bono delo. Lahko samo to malo okvir postavimo, koliko je bilo pro bono dela, kako je financiranje enega tazga velikega projekta, ki bi mogel biti na nek način del nekega nacionalnega programa. Ja, v bistvu lansko leto smo na koncu leta seveda naredili pač cel obračun in smo ugotovili, da smo čez 660 ur, nekaj čez 660 ur smo v bistvu plačali dela sodelavcem, ne, ob tem je bilo pa še čez 3200 ur dela vloženega brezplačno. Ne. Torej, celotno delo je bilo malo manj kot 4000 ur, recimo. Ne. Tako da ja, to je v bistvu ta realnost. Pač gre za to, da seveda, če delaš praktično vsak teden nek dogodek, pa zraven še podatke noter filaš, je enostavno ogromno ur gre za to. Ne. In tudi treba je vedeti, da v bistvu podatkovna baza, kakršna je danes, ne, v obliki, ki danes obstaja, je večja od kjerkoli baze javno dostopne, ki je obstajala do zdaj v Sloveniji. Ne. Mi imamo veliko več audiovizualnih del, oseb, organizacij noter vpisanih in seveda še, ne vem,
mogoče to, kot je, pa še enkrat ali pa dvakrat toliko je neupisanega. Ne? Imamo, ne vem, toliko materialov na čakalni listi in enostavno nimamo ljudi, ne, ki bi, seveda, ker težko je najti ljudi, ki bojo, ne vem, cele dneve sedeli pa upisovali podatke, tudi če noč ne delajo, kdo bo zdaj to, ne? Počel. In za nazaj, v bistvu je treba ogromen dela narediti, mi zdaj sproti delamo, ne, za sproti upisujemo in nagrade, ki se dobivajo, tiste podatke, ki jih dobimo ali pa ki so v medijih, v bistvu skozi spremljamo in medije in nekako, če se avtorji javijo, te, ki so nove stvari, te upisujemo, ker jih v bistvu nikoli ni velika. Ker pride, ne vem, 1 nova, 2 novi, 3 nove nagrade na dan, recimo, ne, to je simpel. Ampak, ker ti pa nekdo pošle, ne vem, seznam za celo svojo filmografijo za nazaj, za ne vem, 10, 15, 20 let, ne, pa je noter, ne vem, 30 nagrad ali pa 60 nagrad, pa ne moreš vedeti niti, mislim, treba je pol najti v bistvu festival, pa ugotoviti to, pa ne, ker veliko je napak v teh zapisih in mi se trudimo, da bi preverjali vse zapise, ne, da bi čim več podatkov preverjali za nazaj in jih pravilno zapisali, ker se ogromno napačnih zapisov pojav. Čisto v smislu, ne vem, ime festivala napačno, ime nagrade napačno. Tako da dobro je te stvari čim bolj natančno delati. Če jih že enkrat delaš, če jih upišeš površno, potem jih noben ne bo še enkrat preverjati. Zelo redko, mislim, majhna šansa. Tako da v bistvu tukaj je ogromno dela za nazaj treba narediti, pa ne samo nagrade, tudi filmi, audiovizualna dela, ne, in tega je toliko veliko, da praktično, mislim, rabel bi, ker smo računali, pa smo ugotovili, da bi rabili mogoče imeti, ne vem, 1 ali pa 2 leti zaposliti tam 10 ljudi, ki samo to delajo, da bi prišli na nulo. Tako da to verjetno se ne bo zgodilo, ampak bomo rabili toliko več let, ampak upamo, da bomo dobili neko financiranje, ki bo to omogočilo. Ker več, ko imaš podatkov, bolje je v bistvu podatkovna baza močna, bolje je tudi portal močen, več lahko nudiš uporabnikom in seveda, ker to je ta osnova. Podatki so osnova, na katero potem ti lahko gor obešaš in fotke, in trailerje, in cele filme, in članke, in vse živo. Tako da tukaj ja, no, upam, da bomo to lahko speljali. No. Ampak zdaj, ko govoriš, v bistvu, koliko je dela v bistvu, narediti, koliko ste pa velika ekipa, koliko je, v bistvu, vem, da si ti, koliko ste velika ekipa? To je kaj, 30-50 ljudi? Ja, mogoče enkrat. Ne, trenutno v bistvu ni tako malo, ker razmišljaš, pa ker računaš, v bistvu je 10 ljudi. Ampak treba je vedeti, da v bistvu 2 človeka delava s podatki. In to sva 2 človeka, ki v bistvu zdaj tudi vodva ta projekt. Jasna Pintarič, moja kolegica in prijateljica, sva v bistvu 2016 se pridružila temu projektu in sva od takrat naprej nekako delava to skupaj. Sva ustvarila en tim, ki je, mislim, ona je tudi postala je v bistvu čist polnomočna sovodja, mislim, zdaj sva sovodiva ta projekt in soustvarjava pač v bistvu celotno politiko, kar je v bistvu zelo dobro, ker sam en človek zelo težko, ne vedno rabiš enega sogovornika, ki ti bo tudi direkt ti bo povedal, kako kje imaš narobe, kje si se absolutno čisto popolnoma zmotil ali pa te poslal v kurac ali pa karkoli. Tako da to je zelo neprecenljivo, da je neka distanca s tem in potem tudi nekako si deliva določeno delo, pa nam je lažje. No. Poleg tega imamo pa enega programerja, ki ga v bistvu zdaj že 3. leto dela z nami in 3. leto ga zdaj tudi že plačujemo. Potem imamo enega sistemskega administratorja, ki je v bistvu naš prijatelj, pa dela v bistvu zastonj, ampak ima tako delo, da vsake tok, če je treba kaj izrihtati, ni da ima vsak dan neko delo. Pa mene oblikovalce, ki so začeli z mano že leta 2015, so se pridružili. In so delali tudi zastonj, in potem smo, ko smo dobili neko to financiranje, v bistvu sem jaz iz tega financiranja tudi za njih, potem jih pač poplačal njihovo delo, ker se mi je zdaj edino prav. In to je v bistvu en oblikovalski studio, kjer je en fant, ki je v bistvu Anže Jesenovec, no sej, valjda z imeni je dobro operirati, studio Kruh, da malo reklame naredim, se so full redu fantje. In on vodi v bistvu z njihove strani, ampak oni tudi skupaj delajo kot tim. Potem imamo pa še, ne vem, neka 2 pravnika še uporabljamo za vse te neke avtorsko-pravne pa pogodbeno-pravne zadeve. Tukaj je pač to vedno moraš imeti in tukaj je pač žal, ni druge možnosti. To vedno stane. Tukaj težko dobiš človeka, ki ga mislim, ki bi bil pripravljen delati brezplačno. Ja, definitivno. Kaj pa zdaj, recimo, ko govorimo, koliko ljudi dela, koliko je podhranjen projekt, koliko bi bilo, recimo, da bi projekt iz leta v leto normalno funkcioniral? Koliko ocenjuješ, da bi tak projekt lahko z neko finančno injekcijo vsako leto preživel?
Ja, eno vprašanje tukaj je, preden lahko na tako vprašanje si sploh odgovori, je, kaj pomeni ta projekt. A je to podatkovna baza, ali je to podatkovna baza, pa vse še vsebine zraven, ali je to VOD. Ne? In vsako stvar, ki dodaš, seveda pomeni še nekaj ekstra več. Ne? Mislim. Če rečemo, da ne bomo uporabljali teh 10 ljudi za 2 leti, ki bojo pač vse vnesli, ampak tako, da bi bil nek tim, jaz mislim, da bi moral biti tim vsaj 5 ljudi, ki bi v bistvu bili redno zaposleni na tem projektu. Kar pa če si preračunaš, pač mislim, da greš hitro čez 100,000 evrov na leto. Ampak, mislim, če za res podobni projekti, ki obstajajo v Sloveniji, neke te spletne baze, spletni portali na ta način, na raznih drugih področjih, in področje glasbe, gledališča, obstajajo že in imajo vsi približno tako financiranje. Tam nekje čez 100,000 evrov, ponavadi, ali pa malo manj, ampak tam okrog. In to je, mislim, da minimum, za katerega v bistvu potem lahko zagotavljaš neko storitev in jo tudi, bom rekel, izboljšuješ, pa nekako, da ni zdaj, da stagniraš. Ker, seveda, če bazo pustiš, jaz če jo danes pustim, neham delati, praktično baza bo obstajala, ampak dobesedno čez 2 meseca bo ratala neaktualna. In vsi te projekti spletni tudi, to je recimo ena stvar, to je zanimivo vprašanje, ker tega se večina ljudi ne zaveda, ampak recimo, če gledamo te velike spletne projekte, pa ni nujno, da so podatkovne baze, ampak čist projekte kot, ne vem, rečemo Facebook, za primer, ki je ogromen. Če bi pogledali Facebook leta 2009, se reče zdaj malo več kot 10 let nazaj, bi ugotovili, da v bistvu nobena stvar na Facebooku ni bila takšna, kot je danes. Mislim, vse je bilo drugače. Od tehnologije, ki so jo uporabljali, do dizajna, ki je bil, logotip se je spremenil večkrat vmes, funkcionalnosti, način uporabe uporabnikov. Mislim, seveda, mi vsi imamo občutek, da 10 let nazaj smo Facebook uporabljali in da je isti, kot je bil. Ampak to je zato, ker ga uporabljamo vsak dan in ne vidimo te spremembe. Ko pa enkrat greš to analizirati, pa v bistvu ugotoviš, da praktično, mislim, da se je vsak element tega projekta se je spremenil, ker se je bil primoran spremeniti, če je hotel ostati aktualen v svetu, ki se tudi spreminja okoli njega. In tukaj je v bistvu ta past, oziroma to velikrat nerazumevanje spletnih projektov. In tudi seveda velikrat, zakaj spletni projekti postanejo nerelevantni ali pa nikoli ne postanejo sploh relevantni. Se izgradijo, se financirajo njihova, v bistvu, ta izgradnja, nastanek se financira, potem pa v bistvu reče, zdaj pa imamo ta portal, zdaj pa ta portal obstaja, to je to. To nikoli ni to. To je živ organizem, to ni knjiga, ki jo izdaš, pa je na polici, pa je ne moreš več spreminjati. Tukaj je v bistvu stagnacija je enako smrt praktično. Tako, če najbolj poenostavim. Tukaj je v bistvu konstantna sprememba, je v bistvu način, kako ostajaš aktualen. In tudi baza slovenskih filmov deluje na ta princip. Mi v bistvu tudi večino tega denarja, ki ga imamo, ga vlagamo v bistvu v razvoj. Predvsem v informatiko, zato da dodajamo nove funkcionalnosti, da izboljšujemo stvari za uporabnike, da izboljšujemo stvari za urednike, da omogočamo, da lahko damo nove drugačne materiale noter, da smo dostopni na večjih platformah, recimo, ali pa na drugih brskalnikih, mislim, milijone enih stvari. In če se tle ustaviš, ena možnost je, da se samo ustaviš, da ne delaš več, da se v glavi ustaviš, druga možnost je seveda, da se ustaviš, ker pač imaš financiranja, potem to pomeni začetek propada. In to je ta nevarnost in ta v bistvu zagata teh spletnih projektov. Ja, definitivno. Vsaka spletna stran, vsak spletna, vsak tak spletni projekt, kot sam praviš, v bistvu rab konstantno neko nadgradnjo, da se to zgodi. Drugače umre. Vi ste, kolikor prav razumem, v bistvu kot baza zdaj v tej prvi začetni startup fazi, rabite v bistvu nek sit kapital, da bi prešlo v bistvu neko bolj resno fazo samega razvoja projekta. Če gledamo skozi analogijo Facebooka in podobnih teh internetnih projektov. Ne vem, ker zdaj ne vem, če si jaz to prav predstavljam, ker nisem bom rekel, vešč v terminologiji finančni, ampak sit kapital se mi zdi bolj ta zagonski. Ampak to smo mi že dali čez, mi smo to že naredili, baza je nastala. Praktično naš zagonski kapital je bila energija, ki je ta tim, ki zdaj delamo to, vlagal pač prvih 5 let, preden smo postali javno dostopni. In za
to delo v bistvu nismo nikoli dobili nobenega plačila in tudi nikoli ga nismo iskali. Mi smo hoteli v bistvu, ok, zdaj smo to naredili, to je že za nami, to je neka vrednost, ki smo jo ustvarili, ta vrednost je itak nekako obstaja, ne? Delo ni stran vrženo, če bomo lahko ta portal vendali in ga bomo lahko vzdrževali. In zato sem jaz seveda vedno se trudil, da bi ne da bi zdaj to prodal, ali pa ne vem, tudi, seveda lahko bi tudi to, če bi kdo hotel kupiti, ampak nam se je zdelo bolj pomembno, da ta projekt ne umre, ne? Ker če ti vlagaš neko delo, ok, delo si vložil za 100, ampak zdaj pa mislim, moja motivacija je bila vedno ta, ok, to delo smo vložili, zdaj pa naj to delo pokaže ene sadove v smislu tega, da bo slovenski film bolj prepoznaven, tega, da bo ljudje obiskovali to platformo, tega, da bojo informirani. Ne? In zdaj to se je zgodilo, hvala Bogu. Ne? Tukaj zahvaljujoč Filmskemu centru, ki je seveda našel to neko osnovno mikro v bistvu financiranje, ki nam omogoča, da obstajamo in da to nekako peljemo naprej, pač seveda z ogromnim vložkom brezplačnim, ampak nima veze. Ne? Vsaj to je zato, da lahko v bistvu prevzemamo tudi, ker ta denar je tako, ne? V bistvu na koncu gledaš in rečeš, mi moramo, ne vem, v sodelovanju s Filmskim centrom prevzeti določeno odgovornost in to odgovornost se plača, a ne? Ker mislim, seveda delo bi se tudi moralo, mislim, se tudi plača, ampak delo je ta odgovornost. Mi rečemo, ja, vnašali bomo filme, ki so v danem letu aktualni, ki nastanejo, ki so na festivalu in tako naprej. In to je ta odgovornost, ki se plača. Ne? Vse drugo je v bistvu naša dobra volja ali pa kolikor časa imamo pač v svojih življenjih, ne? Ker delamo seveda vsi druge stvari. Tako da, in denar, ki ga dobiš, je v bistvu to, no? S tem se plača se odgovornost, da bojo stvari narejene, da bo stvar furala naprej. In tukaj imamo srečo, da se je to zgodilo, da je bil takrat ta trenutek, ko je Filmski center lahko ta denar našel, da lahko zdaj pač obstajamo in da smo lahko v lanskem letu bili tam in reagirali na stvari, ki so se zgodile in izkoristili te priložnosti, ki smo jih imeli, da smo pač naredili to, kar smo naredili in pomagali predvsem tem, ki smo pomagali. Kaj pa ti kot en od vodij projektov, v bistvu zdaj, ker govoriva o vseh teh aspektih, financiranju, neki prihodnosti, kdaj bi bil, pa vemo, pa tem, ki so govorila, da se mora vsak tak spletni projekt non-stop razvijati, ampak kdaj bi bil ti zadovoljen? Kdaj bi ti rekel, sosedu na kavč, odprl pivo in rekel, ok, zdaj pa baza dela, saj tako, kot sem si predstavljal in lahko gre naprej. Takrat, ko bi namesto mene moje delo delal nekdo, ki bi jaz mu zaupal 100%, da bo delal na ta način, kot jaz verjamem, da je treba delati. Se reče, verjetno nikoli, oziroma sam, če sem na tej poziciji, ne bom nikoli zadovoljen. Ne? Ker skozi vidim naprej, 3, 4, 5, 6 korakov, kaj se da še tle narediti, kaj so potenciali in te potenciale si želim izkoristiti. Želim si jih v bistvu zagrabiti, priložnosti in izkoristiti te potenciale, zato da bi lahko ta projekt bil še boljši, kot je. Zdaj, upam, da bom nekoč lahko, ko bom, pač ne bom se mi dal več tega delati, ali pa ko bom star, pa ne bom več mogel tega delati, ali pa toliko zaposlen z drugimi stvarmi, da ne bom več mogel tega delati, nikoli ne veš, ne? Da bom lahko, oziroma da bo obstajal en človek, ki bo vodil to naprej, ker vsaka stvar rab enega direktorja, kakorkoli, vsaka inštitucija, vsak projekt rab nekoga, ki to vodi, ne? In upam, da bomo našli, da bo jasno našla neke ljudi, zdaj, če gledamo res daljno prihodnost, ne vem, čez x let, lahko pa tudi ne tako daljno, ne vem, nikoli ne veš, ampak da najdeš neke ljudi, ker to je v bistvu tudi tista stvar, za katero treba poskrbeti kot vodja projekta, recimo, da sem jaz začel ta projekt, pa zdaj sva dvakrat to vodva, najna odgovornost v enem trenutku do tega projekta in ne nazadnje do slovenske javnosti, ki pač ta projekt že zdaj izkorišča s pridom in vsako leto ga bo sigurno še, da v bistvu zagotoviva, ko mi dva tega ne delava več, eno kontinuiteto tega projekta. Ne? In to je v bistvu tisto, za kar zdaj se nekako borimo, da bi dobili neko financiranje, ki bi v bistvu to zagotovilo. Sej, nič drugega praktično. Ker še zmeraj ta projekt, če vložiš na leto 600 ur, je ta projekt čist nekaj drugega, kot če vložiš 4000. Definitivno. V bistvu. In tle zanimivo je v bistvu tebi kot en od vodij projektov, se mi zdi, to v bistvu vodiš nek projekt, za katerega bi nekdo rekel, da je komercialne narave. Hkrati si pa avtor, si direktor fotografije in tako jaz vidim stvari, pa mogoče tudi moji kolegi, da v bistvu to strast, kjer delaš film, v bistvu prenašaš tudi ta projekt, v bistvu drugače toliko časa ne bi zdržal v tem projektu. Misliš, da je to tudi pomembno, da smo vsi mi, ki ustvarjamo filme, tudi dosti bolj upeti v neka druga polja samega filmskega sveta? Jaz mislim, da je to nujno, ker filmski svet ni sam po sebi, filmski svet smo mi, svet smo mi. In
kot takšni moramo biti upeti v to, mislim, mora nas zanimati, kaj se okoli nas dogaja, ne? In moramo probati po svojih najboljših močeh na ta svet vplivati, ne? Ga delati z vsakim dnem boljšega, ker če ne, gre entropija, ne? Če ne vlagaš energijo v nekaj, da obstaja, pač to propade, ne? In to je pač tako je, tako deluje pač, ne? Narava v bistvu. Tako da v bistvu jaz mislim, da smo dolžni skrbeti za svojo sredino, skrbeti za svojo skupnost. Kar pa je zanimivo, ker si omenil, da ne, to, kot avtor vlagam neko energijo v svoje dela in tudi v ta projekt. Jaz sem ugotovil, poleg tega, da v življenju se mi zdi, da je treba delati stvari, ki jih radi delamo, ne? Oziroma, da je treba imeti rad stvari, ki jih delaš. Ampak poleg tega je tudi to, sem ugotovil, da ta projekt v meni vzbuja zelo podoben način kreativnosti, kot film, ki ga delam. Na zelo podoben način pristopam k temu. Zelo podobno, kot k filmu pristopam k temu. Nekako z eno veliko mero intuicije, pa z nekim čist takim zelo svobodnim, zelo svobodnim pristopom. Zelo v bistvu, valjda planiramo, se zmenimo nekaj, ampak v bistvu pa nekako probam videti v danem trenutku, kaj je tisto, kar je treba zdaj narediti, zato da bo to, ne vem, mogoče šlo lahko naprej, ker v bistvu vsak dan je v bistvu boj za obstoj praktično pri nas. Ne? In ne vem, super je, ker je tudi v času, ko ne delam filma, ne, mi v bistvu me zaposluje in mi daje ta nek možnost, da sem kreativen. No. Kako pa recimo, če se ne motim, zdaj v kratkem bo šel snemati en celovečerni film, kako je pa v teh trenutkih, ko si ti na nekem projektu, kako potem to vodenje baze poteka in vodenje teh projektov, ki so znotraj baze, ker v zadnjem času ste imeli tudi nekaj projektov skupaj z Kinoteko, z drugimi festivali, s filmskim centrom, kako to? Ja, v bistvu do zdaj sem vedno nekako, do lanskega leta v bistvu je ta projekt bil toliko nepoznan, ne, da v bistvu ni bilo nobenih zahtev, ne, nobenih odgovornosti ni bilo. Se reče, jaz sem lahko pač šel na projekt in nisem delal pač, ne. Lansko leto seveda se je vse spremenil, ne, ker mogoče, če ne bi bilo te korone, pa če ne bi te prepoznavnosti nekako pridobili, bi bilo vse drugače, pa bi še zmerom lahko, ne, to delo vlagali, ki ga vlagamo, ampak tudi ne bi bila tak problem, če jaz kakšen dan ne bi delal, ali pa kakšen teden ne bi delal, ali pa kakšen mesec mogoče. Ne. Zdaj, lani poleti sem bil na enem filmu in je bilo v bistvu tako, da je Jasna prevzela en velik del obveznosti, jaz sem pa še zmerom, ne, v bistvu, kakor sem pač lahko, ne, kakor mi je dopuščal čas, pa koncentracija, sem seveda bil prisoten, tako da sem un mesec, ko sem snemal, sem samo 60 ur dela naredil na BSF, to sem pa v statistike pogledal, ne? Ker v unem mesecu, ki pa nisem snemal, sem delal pa ne vem, 200. tako da ja, pač ne, delaš manj, ampak delaš tiste stvari, ki so nujne, pa nekako probaš, preden veš, da boš šel v snemanje, pa v te neke res urnike, kjer ne boš mogel nič drugega delati, pa se ničemur drugemu posvetiti, probaš planirati stvari tako, da veš, to se bo dogajalo, to so stvari, ki jih je treba narediti, to so stvari, ki jih lahko odložimo, kakorkoli. No. Je pa tudi res, da zdaj z letošnjim, oziroma z zaključkom lanskega leta sva jasno ugotovila, da ne more biti tako, da ima ona svojo redno službo, pa zraven dela če tega, sploh pa če jaz bom šel na film, ne, v bistvu mora biti nekdo, ki je praktično v nekem rednem delavniku, se reče 8 ur na dan na voljo, ne, in dela stvari in to bo tudi veliko doprineslo temu projektu, ampak seveda zato smo si je Filmoteka, no, pač morala sposoditi pač neko zajetnejšo količino denarja, zaradi tega, da pač lahko letošnje leto na ta način pokrijemo, ne, in upamo, da bomo nekako dobili našli neke vire financiranja, ki bi, seveda, s katerimi bi lahko to posojilo vrnili in potem tudi naprej funkcionirali. Ja, jaz si želim, da bi se čimprej zagotovilo, ne samo jaz, v bistvu tudi mislim, da v Društvu slovenskih režiserjev si želimo, da bi se čimprej zagotovilo financiranje tazga projekta, kot je BSF, in se ti zahvaljujem, da si danes prišel v podcast, ki nisem podcast slovenskih režiserjev, ampak tako kot baza
podcast vseh. In ne bom rekel, tudi načrtno sem se nekako izogibal, da povem, na katerih filmih si delal, ampak bom raje poslušalce pozval, da ne grejo na bazo slovenskih filmov in vtipkajo tvoje ime in pogledajo, kaj vse si naredil, ker mislim, da bojo s tem bolj detaljno izvedeli vse informacije in definitivno boš to čel prihodnje kot ustvarjalec gost tega podcasta. Tako da res ti hvala, da si vzel čas, hvala, da si prišel v Filmarijo in upam, da bo ta projekt končno bil stabilen in da bo imel prihodnost tudi v finančnem smislu, ker v kreativnem in entuziastičnem smislu mislim, da jo že ima. Hvala, Matevž, za vabilo in za prijeten pogovor. Ja. Hvala lepa. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.